Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja v današnji oddaji Aktualno je Tijana Leban, zlata maturantka, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Živijo. Povejte nam za začetek, kako se počutite kot zlata maturantka. To je izkušnja, ki jo človek pravzaprav lahko doživi samo enkrat v življenju. Ja, malo sem presenečena, ker nisem pričakovala tako dobrega rezultata, sem pa kar ponosna in vesela. Matura je potekala letos malce drugače, ne? Okoliščine. Sama izvedba mature je bila malo drugačna, ampak ne zelo. Do 100-odstotnega rezultata vam je po mojih informacijah zmanjkala ena točka, morda veste, kje je? Ja, zmanjkala mi je pri angleščini in sicer pri spisu. Spisi mi ne grejo tako dobro, zato nisem presenečena. No, pa vendarle ste ponosni na ta končni dosežek. Ja, zelo. 4 leta na gimnaziji v Idriji. Po čem se jih boste pravzaprav spominjali? Predvsem po izletih in prijateljih, ne toliko po učenju ali pa stresu pred testi. Ta skupnost vam je veliko pomenila? Ja. Bodo ti stiki, ta druženja ostala najbrž. Ta prijateljstva iz mladosti se običajno močno vtkejo v življenja ljudi. Ja, upam, da bojo čim bolj ostala. Bomo pa videli, kam nas bo odneslo. Ja, najbrž na vse strani. Letošnje šolsko leto je potekalo v zadnjem obdobju praktično v skoraj nemogočih razmerah, ne? Kako ste sami doživljali to obdobje? Nisem se preveč obremenjevala s tem, ker vedela sem, da bom naredila maturo in ni mi treba imeti veliko točk za sprejem na fakulteto. Mogoče bi je bilo celo malo lažje kot sicer, ker so se nam pri določenih predmetih prej zaključile ocene, nismo pisali nekaterih testov in je bilo tako manj učenja. Pa vendar pouk na daljavo, kot se imenuje, ta oblika postavlja učenca v en nov položaj. Ja, za veliko več smo odgovorni sami, ampak so se profesorji potrudili, da so nam prek videokonferenc razložili snov, nam odgovarjali na vprašanja, če nismo razumeli. Tehnika je delovala. Ja. Kateri predmeti so vam bili najljubši v teh 4 letih? Najljubši so mi bili naravoslovni predmeti, recimo fizika, matematika, prvi 2 leti tudi kemija. Kaj pa kasneje? Kaj se je zgodilo pri kemiji, da ni bila več? Začeli smo obravnavati organsko kemijo, kjer je pa veliko več učenja na pamet, kar mi pa ni všeč. Sodelovali ste tudi na državnem tekmovanju iz logike, drži, z opaznim rezultatom. Ja, 2-krat sem dobila zlato priznanje, enkrat pa srebrno. Čestitam. Pred vami so te najdaljše počitnice. Kako jih boste preživeli? Najbrž z družino pa s prijatelji. Nažalost ne bomo mogli potovati preveč. Kam ste imeli načrt pobegniti? Ne vem. Recimo z družino smo želeli iti na Hrvaško, na morje, ampak to, kot kaže, ne bo mogoče. No, tudi v Sloveniji imamo nekaj kilometrov morja. Na srečo. Na srečo. Kam jeseni? Vpisala sem se na fiziko v Ljubljani. Vse je pred vami pravzaprav? Ja, komaj čakam. Kje se vidite čez 20 let? Upam, da se bom še zmeraj ukvarjala s fiziko. Vas tako zanima fizika? Precej, ja. In glede na to, da grem študirat, bi si želela tudi delati na področju fizike, ne na kakšnem drugem. Šolski sistem se stalno spreminja. V kateri smeri se bo v prihodnje spremenil? Bo ta izkušnja iz epidemije kaj spremenila način poučevanja? Je to ena od možnosti? Gotovo je ena od možnosti, ampak kar se tiče osnovnošolske in srednješolske izobrazbe, mislim, da bo ostala precej enaka.
spremembe bojo morda na faksih, pa še to nisem prepričana, ker je zelo pomembno, da so učenci prisotni in sprašujejo. Naprimer, pri nas prek videokonferenc si ni nihče upal vprašati. Vsi so bili tiho, kar je precej... Ta neposredni stik med učiteljem in učencem je najbrž pomemben, ne? Ja. Sodobna elektronika, tehnologija tega ne more nadomestiti v popolnosti. Ne. Drži. S čim se v življenju še ukvarjate? Kaj berete, kaj poslušate? Hodite v glasbeno šolo? Povejte nam kaj o sebi. V osnovni šoli sem hodila v glasbeno šolo. Kaj ste igrali? Igrala sem klavir. Zdaj pa ne hodim več v glasbeno šolo, ampak včasih doma odprem klavir in kaj zaigram. Sicer pa se rada ukvarjam s športom, pozimi s smučanjem. Bili ste tudi zelo aktivna v klubu orientacistov? Ja. Eno leto. Udeležila sem se mladinskega svetovnega prvenstva. Na Siciliji s šolsko ekipo je bilo zabavno. Lepo. Tjana Leban, želim vam veliko zabave. Tudi sicer v življenju se vam zahvaljujem za obisk našega studia in za ta pogovor. Ni zakaj. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.